The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je solo izvedba, v naslednjih tednih pa nas čaka kar par zanimivih gostov. Tako da predvsem iz vidika testiranja, določene opreme, tako da po moje boste izvedeli par stvari. Predvsem bo to naša oprema, tako da upam, da ne boste zamerili, malo reklame, ampak bojo pa gosti zelo zanimivi, tudi še z mehanikom iz ene ekipe se pogovarjam, tako da upam, da zdajle po dirki po Hrvaškem, da pridem em, tako da komi čakam že tudi najin pogovor, tako da nič, gremo začeti. V današnji epizodi mogoče malo razložil moje ocenjevanje glede raznih reviewjev, to, ka vem, da vas kar dosti tudi gleda, vem, da se tudi dostikrat večina ne strinja s tem, kar vam zapovedati, tako da to. Potem glede naših brandov malo, jesenski tekstil, kakšni so zanimivi upgradi zdajle po zim, pa predvsem kako se, kdaj je ta pravi cajt, da se lotite mogoče, če vidite, da hočete v naslednji sezoni napredovati, se pravi, kdaj se lotiti tega treninga, kakšnega, upgrada, kakšnega, mogoče bike fittinga, tako da je to. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste že naročili kolesa Niš, s parimi se še pogovarjam, par jih je zdajle tudi še testirali. Trenutno dobivam zelo dobre feedbacke, tako da od onega začetnega videa, ki smo ga naredili v angleščini, od takrat naprej praktičen, razen gospoda, ki bo prišel v naslednjem tednu na podcast, mislim, da so bili vsi nadpovprečni odzivi oziroma vse je bilo zelo, zelo pozitivno. Tako da sem tudi sam zelo dobro pozitivno presenečen. Predvsem je pa nek general consensus, ki ga dobivam, je, da za to ceno se dobi res zelo dober kolo. Je pa tukaj res, da so obroči tisti, ki mislim, da naredijo ta preskok, ker obroči so res zelo dobri za ta denar, po tej teži, kako se obnašajo v vetru. Glih zdajle sem dobil feedback, da so tudi zelo togi, da se v vetru dobro obnesejo, še celo kao boljš kakor Princeton. Tako da zahvala vsem. Tisti, ki bi kupili rabljen kolo, teli naši, ki smo jih sicer imeli na nekih testih, ampak to je vse skupaj par 100 kilometrov bilo narejenih, če koga zanima. Se pravi, extra small, to je do višine 167 centimetrov, potem je small od 167 oziroma extra small, potem je small od tam, jaz bi rekel od 170 do ene 177, potem je pa medium od 175 pa tam do ene 183. Če koga zanima, na spletne cene je približno 20% popusta, dobite pa res, mislim, da small je s pedali vred teža 7,4 za 105D2 opremo, extra small je še celo malenkost manj, potem moj je pa komplet 7,5 teža, tako da mislim, par gramov manj, ampak to je to. Zdaj mogoče najprej, da se lotam ocenjevanja koles. Vsi vemo, da imajo oči svoje, vsake oči imajo svojega malarja, tudi mogoče bi najprej povezal s tem, kako se v avtoindustriji meni je zelo všeč, kako Top Gear, se pravi takrat, ko je bil še Clarkson in druščina, kako so oni ocenjevali kolesa, se pravi, pri vsakemu kolesu se lahko najde nekaj pozitivnega in kaj negativnega. Se pravi, tudi ta najboljš kolo, ki je po mojem mnenju zdajle, BNC Team Machinair ali pa Dogma F med tema dvema, se vedno najde lahko tudi kaj, ki bi mislil, da bi bilo lažje izboljšano oziroma da bi bilo drugače, in pri ta najslabših se lahko načeloma tudi kaj najde, kar je dobrega, če ne drugega, se lahko reče, da je po dobri ceni. Tako da to, kar pa jaz ocenjujem, pa vse primerjam s temi
top brandi oziroma če imam kakšen nizkocenoven kolo, vedno gledam, ok, kaj pa če bi zdaj vložil dodaten denar v ta kolo, a bi se pelil tako dober, kakor oni pač topa. Ne? In če odgovor ne, pol je ta kolo pač za nič. Če ga ne moreš upgradati z, ne vem, dodatnimi 5 juri, pa je pol vreden, ne vem, 10, 15, kaj se nima veze. In se še zmer slabo vozil, pol pač, ne vem, ne bo dobil dobre ocene. In isto je, ne vem, če kolo, pa gledamo pa vse po cenah, ki so polne cene. Se pravi, pustimo, dost vas pozna, imate kakšne kontakte, dobite, ne vem, zelo dobro ceno lahko pri kakšnemu trgovcu. Jaz ne gledam teh vaših cen, jaz gledam polne cene, za kere se ta kolesa prodajajo in če primerjam ta najvišji razred koles, v tem trenutku me noben ne more prepričati za kjerkoli drug kolo, kakor pa Team Machine Air pa Dogmo F. Pa to zaradi tega, ker sem oba dva tudi vozil sem tudi kar nekaj drugih koles, ki so mogoče v tem razredu, pa je trenutno sta te dve kolesi zame ta najboljš kolesa, ki sem jih vozil. Zdaj, Colnagota, ki sem ga v bistvu ki sem ga nekaj tudi vozil zadnje čase, je super kolo, dost vas narobe razume, da ne vem, že v zadnjem videu, ko sem pošimfal obroče, pač Dura-Ace obroči z moje pojme res niso dobri za ta cenovni razred. Zdaj, če bi jih prodajali za 600 evrov, ja, za 600 evrov so najbrž super, ne? Sam za Jurija pa pol, pa pač ne. In vse, kar hočem jaz s temi reviewji narediti, je, da vi ne zapravljate preveč denarja, ampak da kupite nekaj, kar je res dober, pa kar se načeloma splača. Zdaj splača, to je tako relativno odvisen za koga, tisti, ki hočete imeti top of the top. In jaz po tem, kar sem vozil, vem, da so Princeton obroči res dobri in mogoče v ta koš, ki se spomnim, sem tudi enve vozil, pa so mi bili isto zelo v redu. Zdaj, jaz bi pol kle primeril samo težo, pa mogoče kjeri so vam še na izgled všeč, ampak ja, oboji so zelo, zelo dobri. Mogoče bi dal v isti koš še od Campagnola obroče, predvsem zaradi same trpežnosti. Pa kaj drugega pa je kle pač naredi to štengo nižji, ki pa se dela neke, ko bi rekel, kompromise. To so pa vsi obroči, ki so tam od 1000 do 2000 evrov. Kle nikoli ne boste v tem cenovnem razredu dobili top of the top obročev, zmer bojo pač neki kompromisi, ampak se to načeloma je že pričakovan. Isto je pa pri samih okvirih. Zdaj to, kar mi prodajamo, v bistvu, ko smo postali distributer, se pravi za niš kolesa, je tako, da se dela nek kompromis, ampak jaz sem šel iz, rečemo, Dogme F, pa spet na tega, pa spet na Dogmo F, pa spet na tega, pa sem šel na Colnagota vmes, pa spet na tega. In če vam povem, koliko so majhne razlike, se pravi pri kolesu za 6000 evrov, pa pol pri kolesih, ki so 10 000 plus, saj pri temu našmu, zdaj kle je res, da so te obroči že zelo, zelo dobri, to je ta višji razred, okrog 2000 evrov so že skoraj, se pravi, Jurija 800, je pač tako, kad daš dobre obroče gor, se kolo čist drugač voz, tisti, ki ste imeli možnost testirati tudi te obroče, vem, da ste jih zelo pohvalili, tako da tisti, ki bi še radi testirali ali kolo ali pa obroče, pridite mem, se vam bo vse zrihtali, se vam bo zamenjalo obroče, kukarkoli je pa trenutno možno samo za Shimano, se pravi 11-sredno, 12-sredno, tako da ja, tisti, ki hočete testirati, pridite mem, lahko s kolesom, se vam tukaj na licu mesta zamena, greste na furo, prijete nazaj, se zamena nazaj in je to. Pač, če ne drugega, boste vsaj videli, pa lahko komentirate spodaj, a nakladam, a ne. Ampak za moje pojme res price performance, s temi obroči se res, mislim, kolo se čist drugače voz, pa lahko upgradate praktičen kjerkoli kolo in ja, boste zadovoljni. Zdaj pa kar se tiče še, mislim, zdaj kar se ocenjevanja tiče, sploh ne vem, sem povedal, a ne. Skratka,
ta prva stvar, kaj je, tukaj so moji občutki, sem vozil že kar nekaj koles, kar nekaj različnih kategorij v kolesarstvu, tako da mislim, da imam občutek vsaj za kolo, vsaj približno v redu in vse, kar hočem narediti je, da se poda nek moj mnenje, pa da se vi na podlagi tega mnenja odločite. Probam tudi vedno povedati, za kakšnega tipa kolesarja je določen izdelek, tako da upam, da na koncu pridete vi sami do nekega zaključka, a je to pač res ok, a ni ok, tako da na koncu morate itak sami odločiti. Zdajle v naslednjem tednu bom dal zatestirati moj kolo še enemu tekmovalcu, zelo dobremu v Sloveniji, tako da bo on prišel pol še na podcast, pa bo še on povedal par v kolesih, zdajle vozi že tudi top bike, tako da bom imel direktno primerjavo. Tako da, evo, za vse, kar zanima, bo po moje 2-3 tednih bo ta podcast tudi gor. Se pravi, kar se tiče rabljenih koles smo že povedali, zdaj pa še kar se tiče jesenskega tekstila. Imamo še ene par kosov, predvsem ženskih, hlač, majic, brez rokavnikov, ki so zdaj orang znižani, tako da tisti, ki poznate Asos, sploh to Diora RS kolekcijo, si poglejte na spletu, po večini 1 do 2 kosa so še, tako da ja, nič, poglejte si, pa če vas kaj zanima, je definitivno zdaj ta prav cajt za nakup. Zdaj pa kar se tiče še upgradeov. V obročih sem že ful povedal, predvsem v tem zimskem času, kaj je najboljš nadgraditi. Pol ta druga stvar so pa te TPU zračnice. Mi smo letos dobili, smo se odločili za ene, ki jih imate na spletni strani. Mislim, da če vzamete 4 kose, so za cirka 50 €, dobite 4 in so, mislim, jaz jih zdaj vozim že mesec pa pol, 2 meseca, pa so res top. Tako da, evo, to je nek upgrade za zelo nizko ceno, se pravi za 50 € pa boste dobili na navadne zračnice tam približno od 80, lahko tudi do 120 gramov razlike v sami teži na obroč. Se pravi, to je lahko tudi 200 gramov prišparate na kolesu, pri celi te rotacijski sili, kar se bo pa pol orang poznal, pri vseh pospeševanjih, vsak klanc gor in tako naprej. Kar se tiče pa obročev, je pa tudi, če je kdaj ta prav cajt, da se, če mislite karkoli menjati, je to zdaj, se pravi tisti, ki hočete stestirati, kaj imamo trenutno te Silk Road v izvedbi 52-58, pa imamo 36-41, pol je pa še ta izvedba, da imate spredi 36-41, pa zadnji obroč je pa 52-58. Tako da vsi, ki hočete to sprobati, pridite mem, se vam jih zamena, da na kolo gor, stestirate, pa vidite, a vam ustreza. Ne, zaleteli rabljeni se bojo tudi prodajali s cirka 20% popustom. Tako da, evo, vse, kar zanima, pridite mem, pa ja, pa bomo probali zrihtati to, da stestirate. Tisti, ki bi hoteli še karkoli pokomentirati, lahko tudi, če kaj posnamemo, to, da boste še vsi ostali videli, ali pa probite komentirati pod kakšen video. Skratka, jaz sem res prepričan, da so res dobri izdelki, tudi tako, ko se malo pogovarjam, ali s trgovci, ali s kolesarji, pač so vsi zadovoljni, predvsem pa v tem cenovnem razredu, ki se zdaj ta kolesa prodajajo. Za moje pojme je to en best performance, price performance produkt, ki se ga zdaj da kupiti. Se pravi, govorim v komplet kolesu, samo v obročih. Ja, tako da, evo, to je pač ena stvar. Pol pa še pozim, kar se tiče treningov, če imate kakšne ambicije za naslednjo sezono, je pa to zdaj ta prav cajt, ki se je treba lotati. Predvsem tisti, ki nimate še bike fittinga narejenega, najprej pejte bike fitting narediti, po kakšnemu mesecu, ko bo to narejen, ko bo tako, ko mora biti, se pa lote pač tega pravilnega treninga. Jaz sem imel tukaj že kar nekajkrat in Blaž, v bistvu Simona, Blaž, mislim, da je bil samo enkrat iz Human Performance Centra. Če hočete imeti res pravilne teste, izračune za začetek, se zmenite najprej z njimi, pejte pač tja narediti te teste, mislim, da pride pod 200 € je ta prvi test, s tem, da imate pač
praktično vsaj to osnovno sliko boste imeli zelo dobro, lahko bolj tudi oni teste pišejo, kar pomeni, da je nek bulletproof sistem. Tisti, ki ste že gledali, veste, kako je Petra napredovala v letošnjem letu. Ne rabite razmišljati, sam držite se pač tega plana in je cenovno, mislim, da pride, ne me za besedo držati, ampak v glavi imam okrog 100 evrov na mesec. Če greste pa če se počlanite pri nas, se pravi ta annual subscription, s katerim se podpira tudi naš kanal, dobite pa na vse to še popust dodaten. Tako da ena stvar, ki za moje pojme je res v redu in dajte mi povedati, a bi vam bilo zanimivo za naslednjo sezono, če se odločam res trenirati, da bi v bistvu vse tudi še posnel, neki te, mogoče daily vlogov, glih ne, ampak weekly vloge bi pa posnel, kar se tiče treninga, testiranja itd., prehrane. Tako da ja, če vas to zanima, sporočite in bomo še to posneli. Tako da ja, zdaj je prav cajt, da se lotite, se pravi, pravilne pozicije na kolesu, kakšnih takih majhnih upgradeov, pa potem, če mislite za naslednjo sezono resno, se pa pač lotite tudi teh treningov. Tudi če imate kakršne koli bolečine, glih s temi bike fittingi, pa mislim, da se da kar dobro rešiti. Pol pa še ena stvar, ki ne vem, a sem že omenil, a ne, vem, da na angleških sem že. Grem pa januarja tudi še na Tajsko, kjer bom spoznal pač te od Niša. Tam bom pa definitivno posnel tudi vlog, posnel se bo podcast z enim izmed fantov, s tem, kar največ komuniciram. Pa v kratkem bomo posneli še en podcast, ki bo sicer angleški, z lastnikom tega kluba iz Singapurja, tako da boste mogoče tudi zvedeli, kakšen je azijski trg kolesarski v primerjavi z Evropo, ali boste pa dobili vsaj ta mindset, ker oni so mi svetovali, da si ne pogledam ta brand, imajo tudi pro-konti ekipo, ki zelo dobro dirka, tako da ja, pač to ni, tako kot mi pravimo, nek kitajski jajc ali pa nek kitajski kolo, ampak delajo že kar nekaj cajta, zdaj mislim, da 14 let, pa ta ekipa je pa pro-konti, mislim, da 2021. Tako da ja, mi imamo pač neko percepcijo o vseh azijskih brandih, ki pa mislim, da se je v zadnjih letih pa da se počasi tudi spreminja, predvsem ker prihajajo iz azijskega trga res izdelki, ki so vredni tega denarja, pa ki je vsaj cenovno zdaj, ki so šle cene določenih brandov res orangor, je vsaj nekako dostopno normalnemu človeku. Kar se tiče vsega, jaz sem zaključil. Če vas še karkoli zanima, komentirajte spodaj. In to je to. Do naslednjič. Let's ride!